v novem vlogu. Mi nadaljujemo našo pot proti Švedski. Danes nas čaka še dobrih 500 km, mislim, da je ne 550 do Rostoka. To je tudi mesto, odkoder gre trajekt. Sicer ne bomo še čisto mesto šli, prespali bomo malo zunaj. Tako da upamo, da bomo danes uspeli priti do tja in da se počasi končajo te naporni dnevi vožnje, ki se že res kar malo vlečejo. Včeraj uspešno pripeljali skoraj do Rostoka, v bistvu imamo zdaj še 20 km do mesta, tako da smo prespali ob enem jezeru in smo res ful navdušeni, da je ta dolga pot končna za nami. Vse skupaj smo prevozili 2450 km v 5 dneh, kar pomeni 490 km. To je v bistvu več, kot sem mislila, da jih bova na dan uspela prevoziti, tako da sem kar zadovoljna. Povprečna poraba so zdaj izračunala, je bila slabih 10 litrov, mislim, da tam 9,7 in povprečna cena nafte je bila 1,33, kar je tudi kar dobro, ker so pač malo gledala na to, kje so tankala, da so uspela tankati najcenejšo nafto v državi skoraj. In tudi ta kanister nam je kar pomagal, da smo si za 200 km podaljšala domet. Tako da vse skupaj so kar zadovoljna s to statistiko. Statistiko sem zadovoljna, ja, za samo vožnjo pa je bilo kar naporno, sploh ker smo zgodaj vstajali, šli na sprehod, se vozile 9 ur do pol 6, da smo skuhala kavo, delala do 9 in pa smo šli spet na sprehod in naslednji dan isto. Tako da sva kar vesela, da je ta teden mimo, oziroma da smo tukaj zdaj na severu Nemčije, sicer imamo tukaj še nekaj obravkov v Rostoku. Danes gremo na DHL, v bistvu dobimo 3 različne pakete, eden je od doma, drug je iz Amazona in tretji šnovkina hrana, tako da še ne veva, kako bova vse to sploh pretrogala v kemper. Ja, to je to za danes, jutri bo pa še drugi opravki. Ja, so pa v tem paketu od doma tudi papirji, se pravi podaljšana registracija, tako da bomo zdaj 1 leto spet mir za to.
No, včeraj smo potem uspešno prevzeli vse pakete, ki jih je bilo kar veliko, tako da so jih komaj pritrogala do kemperja. No, potem smo šli še v istem centru nakupovalnem pa ene par stvari v trgovine, tako da se je dan kar obrnil, potem zvečer smo šli samo še na sprehod in ja, tako se je zaključil dan. Ja, tudi danes zjutraj smo šli še na isti sprehod, ker gre tukaj glih ena sprehajalna oziroma kolesarska pot mimo. Potem so pa mislila samo oprat cunje, mislim se, to je tudi vse, kar smo danes naredili, ampak malo več časa vzeli, kot smo mislila, ker sva jih dala sušiti, ampak so vam prišle čist mokre, isto, kot sva jih dala noter, tako da sva se pol mogla na drug konc mesta peljati, da smo tam v eno drugo pralnico šli in sva tam uspešno jih posušila, pa spet nazaj sem, kjer bomo spet prespali, tako da ja, na koncu nam je šel skoraj cel dan za te cunje. Ja, transfer med pralnicami je trajal ene pol ure, pa potem še tam ni bilo za parkirati, ker je bila samo garažna hiša, tako da smo pol tam na enem trgu parkirali in upali, da noben ne znori, ker je glih nedelja in itak ni bilo ljudi. Tako da ja, pač na koncu je bil veliko bolj naporen dan, kot sem mislila, da bo. Ja, je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!